Zdaj pa začnimo z glavno temo teh tednov. Režija, prosim, eno pompozno špico. €7 je to koštalo. Takole, čez dober teden bomo šestič v samostojni Sloveniji volili predsednika države. Zdaj pa že poteka boj za predsedniško palačo. Podpise podpore je zbralo 9 kandidatov, zato jim lahko rečemo Pahor in 8 kozličkov. Tako imamo poleg Boruta enega, ki stvar jemlje čist preveč zares, kot se za komika spodobi. Enega, ki bi bil rad predsednik samo zato, da bi lahko sam sebe pomilostil. Pa glavno mesto premaknil v Koper. Ene par osebkov, ki so jim v stranki ukazali, so jim dali befel, da morajo narediti reklamo. Zdaj pa imamo enega, ki se je zmotil, pa misli, da volimo predsednika Viol. Pa nujno enega klovna, ki popestri soočenja. Ker pač Šraufen-Ciger ni imel cajta. Prvo soočenje je potekalo na naši televiziji. Baje so povedali ogromno pametnih stvari. Pa dajmo slišati kaj. Smo slekli hlače, tako kot ponavadi, in to zamerim gospodu Pahorju. Vsi me omenjajo kot nekega mehkega politika. Očitno pa je pri nas s temi organi nekaj narobe. Lahko se oni objemajo, koliko hoče, lahko še kaj drugega delajo. Ta poza njuna škodi ali Vendar koristi. pa želela bi... Jaz sem bil tudi 19, ko nisem imel nič neposrednega stika. Ali pa, ki si zasluži, da prej pride. Še vi, gospod Pahor, vaš otrok. Bi pa zavrnil to očetovstvo. Nimam težav s priznavanjem. Res presežem, da so govorili samo o tem in to ni bila manipulacija samo zato, da bi dobili pocen smeha. Mi ne bi nikoli stvari vzeli z konteksta. No, pojmo kar lepo po vrsti, da vidimo, koliko so argumenti kandidatov kaj čvrsti. Soočenje so začeli s Pahorjem, ki so ga vprašali, kdo je njegov idol in heroj. Zdaj začuda ni rekel Ken, ampak Kennedy. Naš Mirko ga je na to izzval. Po podatkih Univerze v Kaliforniji tretji najbolj psihopatski v zgodovini ameriških predsednikov. Še vedno ostaja moj vzor. Tako sem ga videl in tako ga bom verjetno celo življenje. Važno je, da te navdihujejo stvari pri ljudeh, v katerih vidiš nekaj dobrega. Tako, Pahor ima prav. Zakaj ne bi v psihopatih videli nekaj dobrega? Dajte vzeti recimo Metoda Tropca. On je bil v nekih ozirih čist v redu poba. Pa je zmer lepo parkiral, nikoli se ni vrival v vrsto v trgovin, pa doma je bilo zmer zakurjeno. Kaj je? Zdaj, Pahor je sicer na soočenju igral zelo ziheraško igro in bil vsaj enkrat v 5 letih videti kot čista prav predsednik. In Pahor tokrat nima lahkega dela, ker ne more računati na podporo SDS. Slovenski demokrati so v boj namreč poslali Janeza Janšo oblečenega v križanca med Rosvito Pesek in Hillary Clinton. Tukaj pred vami stoji Romana Tomc, ne Janez Janša. Dobro, hecal sem se, no. Čeprav ne bi Janez Janša oblečen v žensko rekel točno tega. Nisem Janez Janša, pa Romana Tomc. Zdaj, Romana je na soočenju večkrat dala vedeti, da noče, da se jo povezuje z mistrom Patrio. In če so ankete zanesljive, zna vsaj mal pomešati štrene aktualnemu predsedniku. Zdaj, mi seveda nočemo, da bile volitve dolgočasne in nočemo, da Pahor zmaga že v prvem krogu. Zato smo za Romano Tomc brezplačno naredili predvolilni oglas. Poglejmo. Ste siti cirkusa, Instagrama in mišk malih? Si želite, da funkcija predsednika države znova postane duhamorna in pusta? Čas je za spremembe, čas je za indiferentnost in medlost. Na prihajajočih predsedniških volitvah volite Romano Tomc. Ona je evropska poslanka, zato ve, kako biti dolgočasen. Je članica odbora za ekonomske in monetarne zadeve. Že sem od branja sem depresiven. Naj bo naslednja predsednica Romana Tomc. Najbolj dolgočasna oseba na svetu. Romana Tomc. 100% SDS, 0% Janša. Romana, to lahko uporabiš kadarkoli hočeš. Ti dam, tvoje je.
Sam zrihti nam drugi krog. No, iz drugega kroga pekla je potem na svoj račun prišla varuhinja otrok, zavetnica heteroseksualnih parov in abonirana komentatorka resničnostnih oddaj Angelca Likovič. Tako je poudarila, da je najbolj pridna in delovna kandidatka. Ampak ljudje, ki me poznajo in me pozna cela Slovenija, ve, koliko betona sem jaz premešala in ga še danes mešam. Zdaj, Angelina, tako bom rekel. Ne vem, če je tisto, kar ti mešaš, beton, Angelca. Ti mešaš prej kaj drugega, ampak dobro, na Pahorjevem mestu bi bil malo užaljen. Ne samo, da je mešal beton, on je praktično zgradil in spucil pol Slovenije, s kruhom krofi nafutral lačne množice, pa po vodi je hodil, v rekelcu pa v lahkastih čevljih. Pahor je kot Kristus. Daj malo spoštovanja, Angelca. Kaj boš zdaj rekla, da imaš še največ izkušenj? Jaz mislim, da imam zelo veliko življenjskih in političnih izkušenj. Dobro, to je z drugimi besedami povedan, da si stara kot svet. Ampak lej, to ti je prednost. Ti imaš med kandidati največ izkušenj v politiki. Doživela si vse, od feudalizma, Avstro-Ogrske, komunizma do samostojne države. Tle ti dam prav. Zdaj vem, da je Angelca upokojenka in da njena mlada stranka nima budžeta za promocijo, da pa bomo fair in uravnoteženi, smo tudi njej naredili zastonj predvolilni spot. Se vam zdi, da sodobni svet drvi v napačno smer? V smer, kjer so ženske samostojne, moški pomehkuženi, ljudje na ulici pa večbarvni? Pogrešate dobre stare čase in vrednote 15. stoletja? Potem je vaša kandidatka Angelca Likovič, ker ona ve, kaj je resničnost. Saj je bila v vseh resničnostnih šovih. Ona se zavzema za otroke. Poskrbela bo, da se bo starost volilnih upravičencev znižala na 3 tedne po spočetju, ker tudi zarodki imajo pravico do glasovanja. Ona bo poskrbela za slovensko gospodarstvo. Sleherni Slovenec bo prijel za lopato in delal beton. Jezus bi volil Angelco. Volite jo tudi vi. Angelca Likovič. Od spočetja do naravne smrti. Bravo! Bravo, Angelca, to je najboljši predvolilni slogan, ki sem jih slišal, odkar je Kučan rekel: velik korak za narod, zelo majhen za me. A veš, ki je majhen, joke. A ja, pa čisto smo pozabili na Marjana, ne? Na strica Šarca, ki še vedno ni priznal, da je to vse skup samo potegavščina Saša Hribarja za Radio Gaga. Ne, Šarec stvar jemlje smrtno resno. Kako resno, me boste vprašali? Dajmo tako vprašati. Šarec, Pahor hoče biti Kennedy. Kjerem svetovnem voditelju boš pa ti podoben? Tak Asad. Tega pa nismo pričakovali. Bašarec al-Asad, slovenski diktator. A ni dosti, da te obtožujejo, da si preveč navdušen nad Hitlerjem, ne? Zdaj pa še Asad. Zdaj rajš reči, da hočeš biti podoben Dalajlami vsaj. Dobro, Šarec je trenutno največji razlog, da Borut Pahor ne more spati zvečer. Pač, poleg vsega Red Bulla pa česa drugega, kar ima vriti tisti dan. In tudi za kamniškega klepca smo naredili gratis predvolilni oglas. Sem Marjan Šarec, bolj znan kot Serpentinšek, in sem župan Kamnika. Kamnik je še kar lepo mesto. Pa, ni slabo. Nimam veliko prijateljev, tisti, ki jih imam, pa niso želeli pred kamero. Imam pa avtobus. Ne maram selfijev, velikih fešt in pretirane pozornosti. Nisem lih za med ljudi. Kot predsednik se bom udeleževal prireditev, če bo to zahteval protokol. A če se le da, samo tisti, ki se končajo do 6 popoldne. Takrat sem namreč rad doma, v pižami in gledam umore na podeželju. Sem prostovoljni gasilec v prostovoljnem gasilskem društvu Šmarca.
To nima veze z ničemer, ampak imam pa lepo uniformo. V življenju je veselja bolj malo. V glavnem sta delo in muka. Ampak nekdo mora biti predsednik. Lahko sem tudi jaz. Imam svoj avto, pa traktor. Marjan Šarec, delo in muka. Daj priznam, jaz nimam nekega favorita med kandidati, ampak če zmaga Šarec, se nam, upam, obeta najboljši prvi nagovor državljanom. Kaj dej, babe, zopavne? Kaj dej, poj? Hvala! No, Šarec ni bil edini župan med kandidati. Z Obale se je pripeljal nihče drug kot koprski kavboj Boris Palma Popovič in, roko na srce, obnašal se je malo čudno. Dejstvo je, da je Boris Popovič pač naredil neko ogromno spremembo. Boris Popovič je postal župan leta 2002. Govori vse v tretji osebi. Obstajata dve razlage, ali je pozabil, da je on Boris Popovič, ali pa imamo tak primer, kot pri romani Tomc, pa je nekdo drug oblečen njega, ne vem. V glavnem, dajmo narediti en krog nazaj na trenutnega predsednika. Na soočenju so ga vprašali, zakaj je pomilostil tako malo ljudi in zakaj je pomilostil ravno gospodarskega kriminalca Bahtijarja Bajrovića, ki je mimogrede priznal, da je kriv. Gospod Pahor. Torej, na mojo mizo je prišlo 299 predlogov. Na mizo je prišlo 290 predlogov, ampak samo ena prošnja je imela priloženo grožnjo. Gospod predsednik, zelo lepa palača. Škoda bilo, če bi se kaj zgodil. No, saj ne, Borut ni tak. Po mojem je Bajrovića pomilostil, ko mu je ta rekel, da je shujšal, pa da fajn zgleda. Hashtag nisem popoln. Ne vem, sliši se verjetno. Da v glavnem, boj za predsedniško palačo bo trajal še najmanj en teden, mi pa smo v preteklih dneh izvedli anketo med državljani. Zdaj, ljudstvo ima kar zanimive ideje, moram reči. Ko smo sprašali, kakšno plačo bi moral imeti predsednik države, vas je večina rekla, naj dela za čast in slavo, velik del pa vas meni, naj dela piškote. Le majhen del vas je mnenja, da bi plača morala znašati 9 milijonov evrov. Zdaj, ko smo vas vprašali, kje bi lahko bila predsedniška rezidenca, ste v veliki večini odgovorili, ne je ta v šotoru pri deponiji. Žal nam je Bašarec al-Asad nič ne bo z rezidenco pod Rožnikom. Anket bo tekom tedna še, zato postanite naši prijatelji na Facebooku. Tako za danes smo z volitvami opravili. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!